Moje ime je Tim Gorenc, star sem 19 let, obiskujem 4. letnik gimnazije Jurija Vege Idrija, in sicer strojno smer. Že od nekdaj se v družini ukvarjamo z motošportom in tako tudi jaz zadnje 2 leti sodelujem v svetovno znani karting ekipi Kart Republic, sicer v vlogi telemetrista, in v bistvu potujemo po celi Evropi, se udeležujemo vseh večjih, tako evropskih kot tudi svetovnih prvenstev. Poleg tega pa z očetom tudi ustvarjava svojo ekipico, bom rekel, na ravni državnega prvenstva, kjer nudiva v bistvu podporo našim šoferjem čez dirkaški vikend. Prvič sem se s krajem srečal v 1. letniku. Spomnim se tistega prvega vtisa, da se mi je zdel zelo tako kompleksen, zakompliciran, ampak sem dokaj hitro ugotovil, da temu ni tako, da v bistvu ima zelo uporabniku prijazen, bom rekel, izgled in tudi delovanje, in je zelo direkten, tako da hitro ugotoviš, da ni tako kompleksen, kot se sprva zdi. Po 3 letih učenja pravim, da še zmeraj programa nisem čisto osvojil, ker vsakič, ki ga odprem, vsakič se nekaj novega naučim, ampak da sem nekako postal domač s temi osnovnimi funkcijami, se mi zdi, da sem rabil dober mesec, kar se mi zdi za tako močno orodje, kot je Creo, relativno hitro. Audax natečaja sem se udeležil leta 2020. V bistvu sem izdelal okvir gokarda, tazga kot je tukaj, točno tazga. In v bistvu v Mathcadu, ki sem ga komaj takrat spoznal, naredil neko tako površno analizo zavijanja sprednjih koles na gokardu. Tekom naslednjega leta sem nato ta svoj sistem nadgradil, dodal nove komponente in v bistvu vzpostavil povezavo med programoma Creo in Mathcad. Nato sem v Mathcadu napisal, v bistvu postavil tak sistem enačb, ki nam poda rezultate zavijanja sprednjih koles v odvisnosti od tega, koliko mi zavijamo z volanom. Čeprav se mogoče to sliši dokaj enostavna stvar, je v kartingu to kar komplicirano, ker moramo upoštevati veliko spremenljivk in pa vse se dogaja pod nekimi koti, ki stvari na to še dodatno zakomplicirajo. Glavna lastnost pa je prav ta povezava, ki jo omogočata Creo in Mathcad. To pomeni, po domače rečeno, da mi v modelu lahko komponento spremenimo ali jo pa popolnoma zamenjamo, in prav zaradi te povezave, ker sem sistem enačb zasnoval tako, ga lahko samo osvežim in že dobim nove rezultate s tistim novo komponento, in prav to daje temu mojemu sistemu tako edinstvenost in pa univerzalnost. V bistvu me je res nekako utrdil v ekipi ta moj sistem. Torej, moj oče že zadnjih 13 let dela v tej ekipi in kakšne 4 leta nazaj sem tudi jaz začel z njim hoditi na kakšno dirko, predvsem pomagati na vsake toliko, poprijeti za kakšno metlo, ki je bilo treba. Zdaj, zadnji 2 leti sem pa tudi bolj aktiven član ekipe, in sicer v vlogi telemetrista. Torej, na kratko, v bistvu telemetrijski sistem, tak sistem, ki beleži razne parametre, podatke, hitrost, GPS lokacijo tekom vožnje. In moja naloga je, da skrbim, da ta sistem skozi dela, da vse teče, kot je treba, in pa na koncu tudi analiziram podatke z šoferjem, da pregledava, kje se da izboljšati in na njegovi vožnji in pa tudi na samih nastavitvah. V mojem primeru je bil Creo tudi nek začetek, bom rekel, tega research and developmenta v motošportu in mi je definitivno pripomogel k odkrivanju tega področja. In pa tudi nasploh se mi zdi Creo zelo uporabno orodje, zelo dobra iztočnica za odkrivanje takega področja. Da je tako močno orodje, kot je Creo, dostopen na tako enostaven in v bistvu brezplačen način, za nas se mi zdi super. V bistvu vsi taki, kot smo jaz, ki radi raziskujemo, v bistvu si ga lahko program samo prenesemo na domač računalnik in začnemo z odkrivanjem, začnemo z raziskovanjem, in se mi to zdi res super prednost. Trenutno sem sredi prijave na univerzo v Veliki Britaniji, rad bi šel študirati motošport inženiring, tako da zdaj iščem potencialne štipendije,
sponzorje, ki bi mi bili pripravljeni pomagati na tej moji poti do uresničitve sanj. Po šoli bomo pa še videli. Definitivno bi rad en dan prišel v Formulo 1, ker se mi to le zdi nek vrh motošporta, ampak bo pa treba še malo počakati. Drugim, takim kot sem jaz, bi svetoval, da si ustvarijo nek cilj, nek ambiciozen, ampak uresničljiv cilj, ki si ga močno želiš, in ta cilj te bo peljal čez vse slabe trenutke, čez vse tiste momente, ki bi najrajši obupal, ampak takrat se spomniš, zakaj delaš, in to te potem žene čez tiste momente. To in pa seveda stvar, ki jo delaš, te mora iskreno zanimati. Če ne bi sam imel nekega cilja in pa da me ne bi to zanimalo, bi že lahko že po enem tednu obupal, ta prvič, ko se mi je zataknilo, ampak to te žene v bistvu naprej.